Naslednji referent je magister Marko Štepec, zgodovinar, muzejski svetovalec in vodja kustodijata na Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Je tudi avtor razstave Take vojne se nismo predstavljeni. Svojo poklicno pot pa je posvetil raziskovanju Prve svetovne vojne. Njegov dragocen prispevek slovenskemu zgodovinopisu je posvetitev dogajanju v tem času. Je avtor številnih člankov in razstav, scenarist dokumentarnega učnega filma in pa dokumentarnih serije o Prvi svetovni vojni in Slovenci v njej, ki je bila tudi predvajana na TV Slovenije. Je tudi soavtor razstave, tam za Klebi je tako kot tukaj, ki je gostovala po vsej Evropi. Skupaj sodelavci je za razstavo pa družabno življenje prijel tudi Valvazorovo nagrado. Predstavljeno nam bo pa temo prehrambena kriza v zavedju Soškega bojišča. Hvala. V svojem prispevku bom kratko orisal posledice in vojne na področju prehranjevanja v zaledju, torej na področju civilne sfere in pa poskuse reševanja problematike preskrbe prebivalstva, seveda se bom omejil na zaledje Soškega bojišča. Preskrbovalna kriza s porastjo cen, pomanjkanjem živil in birokratizacijo preskrbe je bila eden od pomembnih kazalcev sprememb, ki jih je v vsakdanje življenje prinašala vojna. Raziskovanje problematike je tesno vpeto v širši evropski kontekst, saj je pomanjkanje osnovnih živil v zaledju front s številnimi primerjalnimi posebnostmi seveda vezano na prostorsko koncentracijo prebivalstva in oddaljenost od bojišč. To je seveda problematika, torej evropski kontekst in je splošna značilnost industrijska vojna, o kateri danes govorimo. V slovenskem prostoru je že julija 1914, kmalu po splošni mobilizaciji, so začele naraščati cene osnovnim živilom, predvsem moki, maščobi. Celotna prodaja pomembnih živil in kruha je zato kmalu prešla na karte. Že po leti 1914 se maksimirajo cene, to pomeni, se določijo najvišje dovoljene cene, ki veljajo za celotno monarhijo, čeprav imajo v posameznih območjih določena odstopanja. Za žito, to velja za žito, predvsem za žito, moko in drugo osnovne živila. Kljub temu so se cene ob padanju vrednosti denarja kmalu 10-krat do 15-krat, na Koroškem se poroča celo večkratno povečevali. Racionalizirana prehrana, ki prevlada v zaledju, ki torej pomeni načrtno varčevanje, zmanjševanje dnevnih obrokov hrane tudi za civilno prebivalstvo, na podeželju spremljajo popisi blaga, rekvizicije, prisilne oddaje. Posledično so tržnice, trgovine in mesnice v zaledju vse bolj prazne. Misel, da draginja narašča, zaznavajo sodobniki v svojih zapisih in župnijske kronike. Varčevanje izkorišča tudi propagandni aparat, ki ga razume kot patriotski prispevek civilistov k uresničevanju vojnih ciljev in podporo armadi na vojnem polju. Že kmalu se začne govoriti o tako imenovani vojni moki, ki nadomešča običajno rženo in pšenično belo moko. Zaradi mnogih neužitnih primesij začne kruh postajati vse težje prebavljiv, jako nizek in razpadljiv. Če citiram kronista Trnovske župnije Ivana Vrhovnika, ki si je za 6. februar 1915 zabeležil, da so takrat zadnjikrat prišle na mizo bele žemlje, ki so bile že precej pomanjšane, 7. februarja pa že poroča o drobčkanih črnih žemljah po 4 vinarje, ki jo že imenuje pravzaprav iz moke za tako imenovani vojni kruh in ki so po njegovem napovedovali bližajočo se lakoto v zaledju. Posledica težav s preskrbo se najhitreje seveda pokažejo med najbolj ranljivimi skupinami mestnega prebivalca. Andrej Ažman v kroniki Postojnske župnije, ki sledi vojnim dogodkom preko celega vojnega časa, zapiše, da so do konca vojne berači počasi pomrli zaradi bolezni in zaradi pomanjkanja kot eno značilnosti Postojne. In pa seveda begunci, s katerimi se na Kranjskem, Štajerskem srečali že v letu 1914, se pojavijo pregnanci izpred vojne iz vzhodnega bojišča. Razmere se posebej zaostrijo v slovenskih deželah maja 1915, ko se z italijanskim napadom in oblikovanjem bojišča ob reki Soči
zaostrijo prehrambene razmere v zaledju. Zakaj? Prihod velike količine vojakov in zaradi vzdrževanja celotnega infrastrukturnega sistema, ki ga je vojska potrebovala za vzdrževanje bojne črte in s tem seveda povečano število prebivalcev, ki še danes pravzaprav nimamo povsem točnih in raziskanih ocen, koliko se število prebivalcev v zaledju Soške bojne črte poveča. Med njimi seveda so 10 000 ujetnikov, prisilnih delavcev ujetniških, ki gradijo prometnice, nadomeščajo skupaj z delovno mobiliziranimi uslužbenci in ženskami pomanjkanje delovne sile. Kot vemo, za preživetje enega vojaka na prvi bojni črti je bilo potrebno najmanj 5, po nekaterih ocenah vključujejo tudi delo na infrastrukturi in prometnicah, celo do 20 delovk in delavcev v zaledju. Če torej upoštevamo, da je bilo v Posočju kmalu 400 000 avstro-ogrskih vojakov, si lahko predstavljamo, kakšno breme je doživljala preskrba v zaledju, torej tega neposrednega zaledja, ki je segala prek meja Primorske daleč na Kranjsko in Štajersko in vplivala tudi na preskrbovalne zmogljivosti Štajerske. Posledično, že julija 15 beremo o velikem, citiram, boju na Ljubljanskem trgu za vsako živilo, ki ga prinesejo branjevke na trg. Seveda med kupci so tudi vojaki, ki na tržnico prihajajo z vozovi. Alojzij Novak, ki je pisal kroniko Črniške župnije, ko slišam, bo zdaj v nekaj mesecih išla, ker je odličen vir, Črnivče je tik v neposrednem zaledju bojne črte in preko vasi se ne le valijo vsi vojaki, ki odhajajo na Goriško in Kraško mostišče, ampak pravzaprav Alojzij Novak praktično zaznava vso to interakcijo med vojaki in civilisti in pa seveda za našo današnjo temo je izredno pomembno, ker pravzaprav zapisuje vse te naraščanje cen in pač vse, kaj se dogaja v zvezi s prehrano, z trgovanjem med vojaki in civilisti, s problematiko kmetijstva zaradi uničenih polj in tako naprej. No, Alojzij Novak zapiše, citiram, tatvin je nasplošno vse polno, na polju prej niso bile varne češnje, zdaj kradejo krompir, kjer ga le morajo izruti, čeprav pod grmom ni nič ali ne malo. Po vinogradih vojaki gospodarijo neusmiljeno, zato so se ljudje odločili za predčasne trgatve. Drug primer za Gorico, seveda govorim v Gorici v prvih 5 ofenzivah, ker še ne pride v italijanske roke. Draginja je v Gorici silna, kosilo, ki je prej stalo manj kot 2 kroni, me je stalo zadnjič 5 kron, pa tudi pri nas je draginja. Liter vina se prodaja v gostilnah po 2 kroni, živil se pa tudi za drag denar ne more kupiti, ker je ves dovoz zaprt. Živimo v turšičnem, torej koruznem kruhu, polenti, nov nezrel krompir kopljemo, mesa ni dobiti, razen iz Ajdovščine kakšne polovice kile, a treba zaplačati za 1,80 krone in podnino nosaču. Ena limona stane 60 vinarjev, to primerjava sprek smo videli te preživnine, kakšni stroški pravzaprav so pomenili v zaledju prehranski izdelki, pa se jih tudi več ne dobi. In tako naprej v številnih ponavljajočih zapisih, v katerih pisec resignirano ugotavlja, da je pomanjkanje draginja pač običajna spremljevalka vojne. Prek celotnega vojnega obdobja lahko sledimo obširnim pozivom kmetovalcev k obdelovanju zemlje in sajenju želenih in posebej priporočenih poljščin, ki dajo pač najvišji iztržek in največjo kalorijsko moč. Posebne zaostritve pridejo se slabimi in slaboletimi in splošno pomanjkanje zalog hrane se posebej intenzivno začne zaostrovati po zimi 1915. Centralno vodenje in usmerjanje deželni in občinski razglasi ter šolske okrožnice takrat pozivajo k povečevanju varčevanja živili, kurjavo, soljo in predvsem oljem, mokom in kruhom. Spremenjene razmere so spodbudile Marijo Remec, da je leta 1915 pripravila kuharsko knjigo, kot je ona zapisala, za slabe in dobre čase, za katero je v uvodu napisala, da draginja, ki je nastopila zadnja leta, zahteva novo kuharsko knjigo, ki bo k varčnosti veliko pripomogla in dala, citiram, nekaterim jedinom, ki so jih imeli naši predniki v časti, moda pa jih je zavrgla zasluženo veljavo. Seveda, to so bila živila, ki so vključevala posamezni recepti, uporabljajo, v receptih odkrivamo koprivo, rumeno kolerabo, ki postaja vse popularnejša, in podobno zelenjavo, ki razkriva spremenjene prehranske razmere, ki so narekovali potrebo v izidu te knjige. Tako, na primer, za posamezne dni avgusta 1915 v Ljubljani ni bilo možno dobiti, če ne verjeti sodobnikom, niti moke, niti kruha, in redarji so morali odganjati ljudi iz predvojnih prodajaln, ker za svoje karte niso dobivali ustreznih živil.
Lakota je posebej prizadela nižje sloje, v prodajalnah se je vse manj dobivalo za denar, ki je izgubljal vrednost. Omenjeni črniški kronist je zapisal, denarja je med ljudmi kot peska. To pomeni, da trgovci so od kmetov dobivali moko, maslo, fižol in mleko, kolikor bi pač bilo, v zameno za sladkor, petrolej in kavo. Tobak, petrolej in sladkor so postale dragocenosti z veliko menjalno vrednostjo in blagovna menjava je skoraj da začela nadomeščati normalno funkcioniranje finančnega in bom rekel denarnega in blagovnega. Praktično proti koncu vojne se začne uspevati blagovna menjava. V zaledju so se svetovale različna nadomestna živila in gozdni plodovi. Kot nadomestek za krompir se je, kot sem že rekel, svetovala rumena koleraba in pa repa, ki je običajno služila predvsem za krmo domačih živali. Kokošje jajca so izginile iz prodajaln, mleko je bilo namenjeno le otrokom in praktično ga ni bilo možno biti v prodaji, v kavarnah je bila tako mleko kot smetana povsem prepovedana. Velika stiska je bila s petrolejem in s tobakom. Spoštujte sadje je postalo geslo dneva. V prodajalnah se je pojavljalo tudi vse več nadomestnih živil in pijač. V širšem evropskem prostoru je bil to čas začetkov intenzivne industrijske proizvodne hrane, ki povzroči duhovito pripombo v enem od virov, sem ga zasledil, da se prebivalcev ne bo izstradalo, ampak se hrano zastrupilo. Nadomestki so obstajali tudi za tobak in pivo. Slednje naj bi imelo vse manj slada in bilo velikokrat predvojnemu pivu podobno le po rumeni barvi, njegova značilna grenkoba pa je bila dobljena iz oglika in dodatkov kisline. To verjetno kakšen kemik, ki je popravil, no, ampak tako je navedeno v viru. Marsikatera inovativna pridobitev in prehrambena bližnica, predvsem iz nemškega prostora, ki je izvirala iz pomankanja, je postala v osnovah kasnejši množični proizvodni hrane, konzerviranim izdelkom in različnim jušnim kockam. Kriza je seveda posebej prizadela tiste, ki so bili odvisni od nakupovanja hrane v trgovinah, zato je v velikih mestih od Berlina prek Dunaja do Trsta praktično izbruhnila lakota. Časopis Edinost je poročal o tržaških razmerah. Iz Trsta se je zaradi bližine vojne in pomanjkanja veliko prebivalcev izselilo. Edinost poroča, da je bila na obali upeljana kontrola ulova in prodaja rib. Novice o pomanjkanju kruha, vedno manjših obrokih maščobe nosegu, črnobrzijanci, uničenih vagonih krompirja zaradi zdravju škodljive kvalitete in blagovni menjavi, ki se je odvijala tudi prek malih oglasov, postanejo stalnica vojne. Najhujša kriza seveda je nastopila v zimi 1916-17, za posamezne dneve junija in julija 1916 je bilo na primer povsem običajno, da je bila tudi ljubljanska tržnica kljub zelenjavni sezoni prazna in da ponudba nekatere dni v mesece ni presegla lipovega cvetja, citiram. Pomanjkanje pa se seveda takrat ni zmanjševalo. Centralne sile so v pravo krizo šele prihajale. No, morda le kot zanimivost, da v zvezi z dobro platjo manjših obrokov si je v odličnih virih za poznavanje življenja v Ljubljani Fran Milčinski zabeležil, da je vojna izredno dober krojač. Vojna nima le izobilja etičnih in vzgojnih sil, ampak je tudi dober krojač. Namreč njegova zimska obleka, ki jo še leto prej ni mogel zapeti, mu je bila hmal tako oklapna, da je moral dati prešiti bombe. To pomeni ugledni odvetnik Fran Milčinski. V zaledju so nastale, za preskrbo prebivalcev so nastale posebne uprave, kot je uprava za surovine, vrsto central za pridobivanje in razdeljevanje potrošnih dobin, centrala za prehrano, krmo in bombaž, centrala za volno in dobine, vojno-žitno-prometnih zavod in druge. Ob koncu vojne je vseh skupaj tako delovalo že prek 90 raznih central in z njimi povezana široko razvojena vojaška birokracija. Zanimivo je tudi, da nekoč skupne centrale za obe državne polovici so se pričele deliti na avstrijske in ogrske, kar smo že danes slišali, je to potem povezavi s slabimi letinami in z vedno manjšim odstotkom ogrskih pridelkov na trgu slabšalo preskrbo. Pomemben vzrok za to globino krize je seveda bilo dejstvo, da je bila praktično povsem zablokirana, omejena mednarodna trgovina, ker je bil celoten prostor pod gospodarsko blokado in pri centralnih silah po nekaterih virih se je vsej Nemčija prehrambenega in gospodarskega zloma rešila za zasedbo Romunije
in koriščenjem njenih energetskih in gospodarskih virov. Lakota se je med prvo vojno v resnici uporabljala tudi kot strateško orožje za izčrpavanje nasprotnikov, recimo zelo konkreten primer je danes omenjen pravzaprav v Pšenice, kjer ruska vojska brez topniške podpore ni uspela utrdbenega sistema prebiti in se je potem direktno odločila za izčrpavanje in stradanje vojaštva in potem Pšenica v resnici tudi zlomila. Draginja je bila neznosna. Draginja je bila neznosna, citiram, sicer je vlada nastavila maksimalne cene in strogo kaznovala one, ki so dražje prodajali in obsodbe v časopisih priobčevali, to, da kdo se je menil za te cene, če si hotel dobiti, si moral plačati, koliko je kdo zahteval. Beremo v postojnski župnijski kroniki kateheta Andreja Lažnega. Prebivalci mest so zato vse bolj hodili z nahrbtniki po hrano na podeželje k sorodnikom in prijateljem, s katerimi so menjavali blago za blago, kljub temu, da so, no to so posnetki iz Gorice pred padcem, pred italijansko zasedbo, kot primer tržnice v Gorici, je za obdobje 1914 in pa prva polovica leta 19. Še vedno 1915, preden se obstreljevanje, bom rekel, topniško obstreljevanje praktično Gorico povsem sprazne. Zaradi to omejevati. V rokopisu župnijske kronike z Kranjca pri Kozini lahko za leto 18 med drugim preberemo. Naši ljudje hodijo po živež na Dolensko, torej iz okolice Kozine, na Dolensko in Štajersko, okolica Novega mesta in Brežic jim je dobro znana. Za denar pravijo, da se ne dobi nič, le zamenjava rope za robo. Kruh je redek, polenta tudi. Vsi komaj čakamo, da nam zraste novi krompir in fižol, potem bomo še vlekli naprej. Ali pa Franc Oreh, častnik 17. pehotnega polka, v času svojega dopusta v Ljubljani odide k sestri poročeni v Žumberak na Hrvaškem in k sorodnikom v Metliko in Kostanjevico, da je dobil moko, fižol, suhe slive, štruco kruha, popotri in malo svinjine. Razmere v letu 1918, v zadnjem letu vojne, so bile kljub posameznih uspehov centralnih sil na bojiščih v monarhiji precej opopne. Kritično stanje so v vojaških enotah razkrivali upori vojakov, med njimi 7 velikih uporov, 3 med njimi so slovenski. Za našo temo posebej zanimivi so socialni upori lačnih, tudi v Ljubljani se upori zgodijo, pridejo ženske pred deželno palačo in zahtevajo poboljšanje razmer. Ne da bi poenostavilo številne večplastne vzroke, lahko tudi rečemo, da je zvestoba monarhiji in njenim vrednotam upadala in nezadovoljstvo raslo skupaj za zmanjševanjem količine kruha in dnevnih obrokov hrane. Po premiku vojne črte iz Soče na reko Pijavo se seveda potem premakne to neposredno zaledje in v Furlaniji že februarja in marca prehrambena križa doseže višek. Ivan Matičič, morda v najbolj citiranem slovenskem vojnem dnevniku, je zapisal: Iskali smo koruznih strokov po opustošenih njivah, pobirali koruzno zrne, tolkli si ga v granatnih lupinah in si na ta način pripravljali debelo moko za polento. Sicer bili tiste dni poginili od gladu, kajti zaloge so pošle. Zjutraj smo dobili malo prežganke, popoldne prazno juho z zeljem, a zvečer zopet prežganko. Kruha ni bilo po 3 dni, a nato je dobilo 10 mož podolgovat klepček, iz katerega je gledala slava. No, on potem se opisuje velike sode, s katerimi so se srečevali in katere so v taki količini prvič videli in ki so jih tudi, bom rekel, zelo ves čas poleg tega prodora proti reki Pijavi tudi uporabljali. In hočem reči, so se zelo napili. Pri tem je bila Furlanija dobesedno načrtno izropana, čeprav v dnevnikih zasledimo velikokrat, da se vedno krivi nasprotno enoto, avstro-ogrski vojaki krivijo Nemce in tako naprej. Vedno se ponavadi enoto drugega naroda krivi za vse tiste slabe stvari, ki jih nočemo slišati. No, dejstvo je, da praktično je bila Furlanija dobesedno izropana in so tako nemške kot avstro-ogrske enote v notranjost pošiljale ogromne količine zapeljenega materiala, tudi hrane. Tu citiram: Malo po italijanskem porazu je začel plen prihajati tudi v Postojno. V Grand hotelu so vojaki prodajali obleko, v kinu tudi obleko, povabili pa so k nakupu samo uradništvo in prodajali silno drago. Posamezni vojaki so pošiljali blago, posebno v one hiše, kjer so imeli zanje kakšno perilo, riž, olje, testenine, pijačo in čevlje.
V gostilni pri Baraku so kupili cel klavir za 1400 kron in dobili povrh še nekaj riža. 2 nemška vojaka sta ga pripeljala in prodala. Drug vir pravi, vse je šlo v fronto, to pomeni tudi civilisti so za vojsko šli preko stare vojne črte, kar je moglo, da dobi obleke, ki je ležala kar na tleh in se založi živili, ki so bila v prvih dneh neizmerno poceni. Tako so nekateri veliko dobili. Ko se je septembra 1918, tik ob koncu vojne, zaradi vsega tega skušalo prepovedovati prekupčevanja, hojo na bojišče, nakup živil na podeželju, so mnoge mestne uprave, med njimi tudi Ljubljanska, ki so se zavedale pomena, kaj to pomeni za mestne prebivalce, so pravzaprav protestirale in zahtevale nemoten promet za trgovino živili. In res zaradi nevarnosti še večje lakote se je kmalu popustilo in so bila spet dovoljena, imenovana roblja z nahrbtniki, bila je pa omejena na težo 20 kg in sicer za sočivje, krompir, jajca in maslo. Moka in drugo blago je postalo zaradi tihotapstva ostalo pod prepovedjo nošenja. Izčrpanost državnih gospodarstva, vse splošno pomankanje in naveličanost vojno so bili glavni problemi praktično zadnjih vojnih mesecev. Še v septembru 18 se je zniževal dnevni obrok kruha in moke, kar je seveda stopnjevalo javno nezadovoljstvo. No, tukaj vidite reko Marije Remec, to znano izdajo, ki je kuharske recepte prilagajala vojnim razmeram. Tukaj sem tudi teh receptov zbral, ki pravzaprav upoštevajo vse, kar so nekje razglasi pozivali, da je potrebno uporabljati. To v bistvu od leta 1917. S tem, da je itak en velik del ohranjenih razglasov občinskih uprav je bil vezan na prehrano in na prehranske stvari. Posebej se pravzaprav začne pa ne le spoštovati sadje, ampak svetuje se nabiranje od kopriv do pravzaprav vseh gozdnih sadežev. Izhajajo koledarji, kdaj je potrebno kaj nabirati in otrokom v bistvu za uspešne nabiranje akcije tudi nagrajujejo. Od koprive lega, v resnici zelo zdrave stvari, zelo je ekološka kuharica. No je tukaj samo za ilustracijo nekaj fotografij tega združevanja civilne in zaletne sfere. To je vidite lahko Ajdovščino, stanje v zaletju, prazna košara. No to je posnetek iz Forlanije. Trgovanje z živili civilistov, z vojaki, kar nekaj virov sem naletel, da pravzaprav tudi Črniška kronika, ki sem že večkrat omenil, navaja, da so nekateri pravzaprav prav dobro zaslužili s tem trgovanjem z vojaki, problem je vse denar, ni imel nobene vrednosti. V septembru 1918 se torej še vedno znižuje dnevni obrok kruha in moke in to seveda stopnjuje javno nezadovoljstvo. Mestna improvizacija za Ljubljano je na podlagi za Kranjsko ugotavljala, da ima ob koncu vojne zalog krušne moke le še za nekaj dni, zato v želji večji preprodajo dodatno poostrijo nadzor in sprejmejo dodatno ukrepe v zvezi s trgovinom cenami kruha. No, to se kaže na zaostritev že tako nevzdržnih prehrambenih in z njimi povezanih socialnih razmer v mestu, na podeželju in v celotnem zaledju. Tako kot si je Ciril Preslov v svojih znanih doma že navajenih objavljenih dnevnikih zabeležil, da se je vozil proti domu lačen in željen iz Pragerskega proti Zidovemu mostu, tudi razmere doma, tam so se vojaki vrnili, tisti, ki bi uspeli še v letu 1918 priti domov, niso naleteli na precej boljše razmere, nasprotno razmere v zaledju so bile še slabše, a na srečo je končno nastopil dolgo pričakovani mir, ki je vzbudil tudi številna pričakovanja glede prihodnosti in prehrane. Hvala lepa ministru Štepcu za predstavitev Zelaka. Tako da, če smo v prejšnjem referatu bolj preusmerili na vojaštvo,
videli situacijo tudi